Slava tebi, Gospod. Tisti čas so se apostoli zbrali pri Jezusu in mu poročali o vsem, kar so storili in učili. Tedaj jim je rekel: pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočite. Mnogo ljudi je namreč prihajalo in odhajalo, tako da še jesti niso pridnili. In odrinili so s čolnom sami zase v samoten kraj. Mnogi pa so jih videli, da odhajajo, in so jih prepoznali. Iz vseh mest so skupaj peš hiteli in prišli tja pred njimi. Ko se je Jezus izkrcal in je zagledal veliko množico, zasmirili so se mu, ker so bili kakor ovce, ki nimajo pastirja, in jih je začel učiti mnogo stvari. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Jezusu so se ljudje zasmirili, ker so bili kot ovce brez pastirja. Sveto pismo večkrat uporablja izraz ovce ali paša kot primerjavo za ljudi. Ampak zaradi tega ni potrebno biti užaljen, kajti pozneje je nastalo reklo, da smo ljudje kot ovce, ki jih lahko pelješ in zapelješ kamorkoli, se pravi ovce kot zabite živali. Sveto pismo govori o ovcah v povsem drugačnem pomenu besede. Namreč ovce celo življenje iščejo pašo, da preživijo. Hrana je namreč edino sredstvo preživetja. Zato so ovce nenehne iskalke. Podobno kot ljudje. Ljudje smo celo življenje praviloma iskalci, kajti vedno iščemo in si želimo nekaj več. Ne zadovoljimo se s preprostim vegetiranjem skozi življenje, ampak iščemo in skušamo doseči nek višji nivo življenja. Dati življenju vsebino, dati v življenju neko vrednost. V tem smo ljudje podobni ovcam, da vedno iščemo, s čim bi napolnil in pa dopolnil svoje življenje, da ga ne bom živel tjaven dan. In naloga pastirja je, da ovcam pokaže, kje je dobra in kvalitetna paša. Jezus kot pastir pa nam ljudem kaže pot do dobrega in pa kvalitetnega življenja. Jezus nam kaže s svojimi besedami in zgledom način, kako naj dam svojemu življenju vsebino in pa polnost. To je ena lastnost, ena primerjava ljudje, ovce. In ovce kot takšne so nepogledne živali. Ovce se nimajo s čim braniti. Pastir je tisti, ki skrbi za svojo čredo, ki jih varuje, ki jih neguje. Ovce brez pastirja so izpostavljene na milost in nemilost plenilcem. Če jaz kot kristjan zapustim Jezusa dobrega pastirja, če postavim Boga na stranski tir, kar lahko naredim komot, mnogo kristjanov je to namreč storilo, potem sem izpostavljen na milost in nemilost različnim plenilcem. Plenilcem, ki me vabijo v svoje templje, ki jim lahko rečemo tudi trgovski centri. Plenilcem, raznim gurujem, ki obljubljajo nebo in zemljo, in vse to drago zaračunajo.
Izpostavljen sem na milost in nemilost ljudem, ki mi bodo prazno slamo in pleve prodajali kot najkvalitetnejše žito. Kot človek sem podobno kot ovca pred takšnimi plenilci popolnoma nebogljen, ker to so ljudje, ki so specializirani, ki vejo, ki znajo, ki te peljejo žejnega čez vodo in niti ne opaziš. Ovce brez pastirja so tavajoče živali, brez prihodnosti, obsojene na lakoto in pa na kratko življenje. Ljudje, brez jasne Božje besede, smo prav tako obsojeni na življenje brez vsebine, na iskanje kratkotrajnih zadovoljstev in na nenehan občutek praznine. Kot kristjan sem postavljen pred izbiro, vsak dan posebej sem postavljen pred izbiro. Ali bom pastirju sledil, ali mu bom obrnil hrbet. Lahko se odločim tako ali drugače. Če se odločim, da bom pastirju obrnil hrbet, je pač izbira in odločitev moja. Edino, česar pa pri tem ne moram izbirati, so pa posledice, ki temu sledijo. Tako da odločite se in izberite. Pa ne včeraj, pa danes, ampak vsak dan znova. Amen. Verujem, Očitno vsemogočnega, stvaratelja nebesa in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari,